Pozdravljeni! Še nekaj tednov in videli bomo prve predstavitve bolidov. In danes si bomo nekako ogledali, na kaj moramo biti pozorni in kako se bomo lotil teh zadev na kanalu Butcher's Way. Kot je že običajno, bom tudi letos napravil analizo vseh novih bolidov za prihajajočo sezono 2023. In tu je najprej potrebno poudariti nekaj. Že v lanski sezoni smo videli izjemno grdo navado, da so nam, navdušencem, predstavili barvne sheme in ne novih bolidov. Verjamem, za povprečnega navdušenca Formule 1 je verjetno Ferrari rdeč, Mercedes srebrn in še bi lahko naštevali, ampak mi navdušenci se moramo počasi privaditi na to, da bolid Formule 1 moramo razumeti malce globlje od samo tiste gole barvne sheme, ki nam jo tako enostavno prodajajo mediji. Namreč verjamem, da takoj po predstavitvah bodo viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, polni tistih 3 ali 4 posnetkov, ki jih objavijo ekipe z dolgimi članki, ki bodo samo hvalili hitrost bolida. Ampak mi navdušenci bi lahko tudi želeli kaj več. In tudi letos bom skušal po svojih močeh to nekaj več dati na voljo tistim, ki jih seveda to zanima. In seveda v primeru, ko bodo pri ekipah predstavili nove bolide, si bomo ogledali novosti, ki se bodo dotikale na primer nosnega konusa, petja, vseh 3 hladilnih rež, bočnih struktur in seveda tako naprej. Od sprednjega proti zadnjemu delu si bomo ogledali, kaj se je spremenilo med lansko in letošnjo sezono. In seveda, pozabiti ne smemo, da mnoge ekipe so prav podobo svojih bolidov spremenile tam na sredini sezone. Kot običajno tudi letos bomo skušali ugotoviti neke trende, zato ne bomo bolidov nekako primerjali samo razvojno, kaj se je spremenilo od lani do letos. Primerjali jih bomo tudi med seboj. In seveda, ukolikor koga zanima, je na kanalu prav poseben razdelek, kjer lahko najde vse lanske analize. In seveda bližnjica bo navedena na koncu tega prispevka. A vrnimo se k naši temi. Namreč vidimo lahko na tem koledarju, kako so razporejeni datumi. In tu bi vas rad opozoril na nekaj, kar je že zagotovo znano. 2 ekipi ne bosta predstavili novih bolidov, vsaj ne na tistih datumih, ki so navedeni tu gor. Namreč pri ekipi Williams in Alfa Tauriju bomo videli predstavitev nove barvne sheme. In tu bi rad odprl neko zanimivo vprašanje. Namreč 3. februarja bodo predstavili nov bolid pri Red Bullu. In to v Združenih državah Amerike. 8 dni kasneje, prav tako v ZDA, bomo videli novo barvno shemo pri Alfa Tauriju. Seveda, za nov bolid skuderije Alfa Tauri bo treba počakati tam do 14. februarja, ko bodo imeli snemalni dan in mi navdušenci bomo seveda z pričakovanjem gledali, kdo bo prej objavil kakšne ukradene posnetke. A zanimivo je, da v lanski sezoni smo najprej videli barvno shemo pri Red Bullu. Namreč mnogo govora je bilo o tem, kako so imeli dobesedno navdušence za norca. A upam, da letos bomo videli novega Red Bulla, ki bo predstavljen res na tisti prvi datum. Čeprav osebno bom posnetke pogledal izjemno pazljivo z veliko mero skepse. Marsikdo izmed vas se bo sedaj lahko začel spraševati,
kje je pa smisel predstavitve bolida Formule 1 tako zgodaj, kot so se odločili pri Red Bullu. In tu bi rad citiral Enza Ferrarija. On je tisti, ki je začel s to tradicijo praktičnih predstavitev bolidov za prihajajočo sezono. In pri Ferrariju so običajno bolid predstavili prvi, zato ker dober ali slab, ukolikor je bil predstavljen prvi, je bila vsa pozornost svetovnih medijev, vsaj za teden dni, namenjena Ferrariju. In podobna zgodba pri Red Bullu. In zato moramo mi navdušenci biti izjemno pozorni. Zgodilo se bo, da vsi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, bodo objavljali iste posnetke, sicer na razpolago jih je ponavadi 3 ali 4 za določen bolid, da ne govorimo o raznih renderjih, in o tem bo veliko razglabljanja. A tu bi vas rad spomnil na nekaj, kar je verjetno vsakomur izmed vas jasno, ampak menim, da ne škodi, če še enkrat poudarim. Pri analizi bodočih bolidov Formule 1 v tem trenutku, ko jih bomo videli na predstavitvi, kakšne velike pozornosti, na primer prednjemu in zadnjemu aerodinamičnemu profilu, ni smiselno posvečati. Namreč ti deli so relativno enostavni za izdelavo, zato ekipe kakšne podrobnosti skrivajo pravzaprav do zadnjega trenutka. Dovolj je, da bi kakšen inženir videl, na primer, dobro rešitev in v roku 3-4 dni bi jih lahko imeli tudi pri konkurenci. A kar se tiče šasi, je zgodba drugačna. Zato tu lahko resno pogledamo, kaj se je zgodilo. In isto velja, na primer, pri vpetju podvozja oziroma pri obliki bočnih struktur. Treba je Formulo 1 pri predstavitvah začeti gledati tudi iz zornega kota, kaj se je zgodilo v lanski sezoni, kje so imele določene ekipe težave in kaj bomo videli na sami predstavitvi. Naprimer, tu menim, da bomo izjemno pozorni pri ekipi McLaren, ki je imela bolid izjemno podoben tistemu, kar smo videli pri Red Bullu, ampak še zdaleč ne tako uspešen. Govorim na primer o prednjem vpetju in seveda v drugem delu sezone tudi pri obliki bočnih struktur. A videli bomo, kako so se tudi na primer zmanjšale hladilne površine pri raznih ekipah. Namreč sedaj so pogonski sklopi zamrznjeni, kar se tiče razvoja, in ekipe lahko iščejo tisto idealno površino, dokje lahko še praktično pogonski sklop zdrži. In tudi to bomo skušali ugotoviti, na primer z raznimi fotomontažami, kjer bomo eno nad drugo postavili, na primer fotografijo iz lanske sezone, s tistim, kar bo na razpolago sedaj. In takih analiz bo seveda kar nekaj za vsak bolid posebej. In upam, da bomo tako tudi letos, še pred začetkom sezone, dobili neko celovito sliko o tem, kdo je napravil kakšen revolucionaren korak naprej in kdo je, na primer, samo začel razvijati že lanske ideje. Čeprav sam ne verjamem toliko, da bomo letos videli revolucije kot evolucije onega, kar so pokazali lani. A seveda, za ta krajši uvod v predstavitve samih bolidov bo to vse. Za enkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.